Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Bled je turistično mesto za največ turisti verjetno v Sloveniji, a ne? Že samo število postelj je večje, kot pa je število prebivalcev, kar pomeni, da se v poletni sezoni število ljudi, ki jih oskrbuje zdravstveni dom Bled, poveča več kot 100%. Tega v sistematizaciji delovnih mest žal nimamo. Mi moramo s kadrom, ki ga imamo, glede na število prebivalcev, zagotoviti zdravstveno pomoč, ki jo potrebujejo pravzaprav vsem turistom v občini Bled in Gorje. To lahko naredimo samo z res veliko požrtvovalnostjo, z veliko nadurami in zahtevno organizacijo dela. Tukaj bi pravzaprav želela podati apel odločevalcem, da vidijo našo stisko in da nam z dodatnimi delovnimi mesti, z turistično ambulanto, z dodatnimi reševalnimi vozili in pa ne nazadnje tudi sistematizacijo delovnega mesta reševalca na motorju, da bi tudi to delovno mesto reševalca na motorju uredili in sistematizirali delovno mesto. Zaenkrat smo obvestili ministrstvo o pilotnem projektu, vendar moramo motorista reševalca organizirati z resursi, ki jih imamo. Nimamo dodatnega delovnega mesta, niti dodatnega zaposlenega za to. Prej ste omenili turistično ambulanto. Kaj bi pomenilo to, da bi jo Bled imel, mislim? To bi v praksi pomenilo eno dodatno ambulanto, v kateri lahko delajo različni zdravniki. Tako ambulanto naprimer imajo v zdravstvenem domu Bohinj, kot vem, jo imajo tudi na Obali. Pomenilo bi dodatno ambulanto in dodatno delovno mesto, se pravi, dodatne kapacitete, tako. Imate kakšen podatek, mogoče koliko turistov, recimo tujih ali pa domačih, pa potrebuje recimo pomoč v poletnem mesecu? Zdaj, statistično vam težko odgovorim, vendar v času, recimo zdajle na dnevni sigurno 20, recimo do 30 obravnav v naši urgentni ambulanti vključuje turiste in tuje državljane. V poletnem času se to očitno poveča in tudi v zimskem. Tako, tudi zimska sezona je, vendar je poletna občutno večja. Zdaj praktično se ta sezona daljša, nekje od aprila do oktobra, v zimskih mesecih pa lahko rečem, da je manj, pa vendar še vedno, praktično celo leto. Kakšen pomen ima ta reševalni motor za vaš zdravstveni dom in vse ostale občine, ki so vštete? Tukaj predvsem, kot smo že prej slišali, so problem prometni zamaški, ki so praktično stalnica. Problem so relativno ozke ceste, ko se pravzaprav vozila težko umaknejo reševalnemu vozilu, tako da nam pomeni motor pravzaprav veliko pridobitev, predvsem v tej dostopnosti, da je hitro na mestu, kjer nekdo potrebuje pomoč. In včasih je ta čas od klica do prihoda reševalca, do prve pomoči izrednega pomena. To minute rešujejo, že sekunde lahko rečemo rešujejo življenja. Ne samo območje Bleda in Bohinja, tudi ostale območja Gorenjske, tako Kranjska Gora, sta v bistvu zelo obremenjeni, predvsem v poletnem času in pa tudi v zimskem času s turizmom, kjer poveča število prebivalcev oziroma obiskovalcev za kar nekajkrat na dan, kot je pa samih prebivalcev. Mi imamo trenutno v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske priznano v poletnem času turistično ambulanto v Bohinju. Dolga leta se že trudimo, da bi bila turistična ambulanta tudi na Bledu in pa v Kranjski Gori. Žal nam do zdaj tega ni uspelo, smo pa uspeli pred nekaj leti, mislim, da 3 leti uspeli pridobiti nujno reševalno vozilo v dnevnem času za Kranjsko Goro. Tako da najbolj se zdaj trudimo, da bi v bistvu povečali bodisi v Bohinju turistične kapacitete turistične ambulante, kot pa tudi v bistvu turistično ambulanto na Bledu.
Koliko postane ena taka ambulanta recimo v sezoni? Ta ambulanta je v bistvu približno preračunana na 1/3 tima družinske medicine, tako da govorimo nekje v 50.000 evrov na letnem nivoju. V to štejemo zdravnika in pa diplomirano medicinsko sestro. V Bohinju je zato, ker je malo bolj dislocirana še lokacija ali zakaj? V Bohinju imamo kombinacijo, ki je v bistvu turistično ambulanto v poletnem času od junija do septembra med tednom plačuje Ministrstvo za zdravje v okviru mreže nujne medicinske pomoči. Sama občina Bohinj pa vse leto, 365 dni oziroma vse vikende v letu, plačuje tudi dežurno ambulanto, ki v sistemu nujne medicinske pomoči ni priznana, ampak je v bistvu s tem pomoč občanom Bohinja in pa seveda tudi v bistvu vsem obiskovalcem Bohinja. Ali že potekajo pogovori tudi za Kranjsko Goro in Bled? Za Kranjsko Goro in za vse ostale območja se že dalj časa vodijo pogajanja. Ministrstvo za zdravje na nek način je v preoblikovanju mreže nujne medicinske pomoči. Kot je verjetno vam znano, pričakujemo v jesenskih mesecih vključitev v dispečerski sistem zdravstva. To pomeni, da naša nujna reševalna vozila, ki jih imamo po naših reševalnih postajah, ne bodo več pod, bom rekel, na nek način delovanjem nujne medicinske pomoči posameznega zdravstvenega doma, ampak dispečerskega centra, ki je v Ljubljani. Kako dalje pa mogoče še pogovori za to turistično ambulanto na Bledu, pa mogoče kdaj lahko pričakujemo? Mi upamo, da bo v bistvu tudi v novo mrežo nujne medicinske pomoči vključena turistična ambulanta na Bledu. Ministrstvo za zdravje obljublja to že kar nekaj let, to prenovo mreže. Kot pa vam je znano, se največkrat v bistvu zatakne na lokalni skupnosti, kjer v bistvu potrebe mogoče dostikrat ne sledijo, izjave ne sledijo oziroma te stvari ne sledijo potrebam stroke in pa prebivalstva turističnih nastanitev teh stvari. Vrednost donacije je bila 22.000, v bistvu to pomeni, s tem smo v bistvu na javnem naročilu v bistvu kupili motor, opremo, motorja, vso signalizacijo, pa v bistvu del reševalske opreme. Reševalci se bodo udeležili tudi v bistvu ustreznega izobraževanja, predvsem pa želimo v bistvu varno vožnjo, ker reševalec, ki ni operativen, nam nič ne pomaga. Mi v proračunu že vrsto let namenjamo sredstva za dežurstva v času poletne sezone za neke vrste turistično ambulanto. Upravljajo jo naše zdravnice, tako da so obiskovalci Bohinja in turisti preskrbljeni z pomočjo zdravnikov in zdravstvenega osebja. Je pa mogla občina vskočiti? Tako je. Ja. Tudi vsak dan je, ja. Tudi dežurstva plačujemo čez vikende, čez celo leto, tako da v bistvu del turistične takse namenjamo prav zato, da tudi celo leto lahko v času vikendov imamo dežurnega zdravnika v zdravstvenem domu v Bohinju. Jaz bom tako rekla, da to že kar tradicija, ker preden je tak boom toliko povečanega števila postelj in vseh teh dnevnih obiskovalcev v Bohinju bilo, smo se zavedali pomena tako za krajane, predvsem za krajane in pa za obiskovalce, kako pomembna je prva pomoč in pa zdravnik v takem kraju. Kaj pomeni to za vašo občino? Sem ponosen, da smo kot občina Gorje del zdravstvenega doma Bled. Namreč, kar je investicij, investiramo v ta objekt in tudi prispevamo k bolj kvalitetnemu izvajanju storitve naših občank in občanov. Zavedamo pa se, da je v poletnih mesecih, predvsem v poletnih mesecih, ko je turizem v porastu, da so delavci zdravstvenega doma obremenjeni in da bi sledilo tudi povečanje sistemizacije delovnih mest v zdravstvenem domu Bled, kar pa bomo v prihodnosti zagotavljali tudi s dobljeno turistično takso, ki jo vsak gost v turizmu plačuje.